Dobrodošli v oddaji InFocus, kjer fotografi stopijo iz ozadja in pridejo k nam pred objektiv. Danes je z nami fotograf, umetnik Branimir Ritonja. Dober dan. Dober dan. Vi ste res kar znani ste, še posebej po Mariboru, in ste res dosti fotografij, dosti let izkušenje za vami. Ustvarili ste res dosti nekih različnih del. Kje pa ste začeli? Kje se je vaša pot začela nekako ustvarjalna? Ja, to pa sega že mislim, da v 5. razred osnovne šole. Takrat se tam formiral fotografski krožek in vem, da nas je bilo tam 15-20 navdušencev. In za mene je bila prelomnica, ko smo prišli v fotografsko temnico, ki smo začeli razvijati fotografije, in ta čarobnost, ta čarovnija, ko si dal bel papir osvetljen skozi povečevalnik v razvijalec in začela prihajati izničena podoba. In ta čarovnija me takrat malo zastrupla, zasvojila, tako da me drži še do danes. Tako že od zelo mladih let ste torej začeli se s tem ukvarjati? Ja, najprej je bilo to, da sem se pač ukvarjal tako bolj tehnično. Potem v srednji šoli je bil tam tudi močen krožek, tako da sem tam fotografiral, tudi sem fotografiral kot šolski fotograf, recimo. In kar kmalu sem ugotovil, da v fotografiji tista zrcalna podoba skozi objektiv je premalo, da treba dodati nekaj več. Torej, da ni sama po sebi, da rabi nek pomen, nek globji pomen v bistvu, da rabi, ne? Ja, tako da je sporočilno. Saj v začetku je bilo to, da sem ujel tisto model ljudi, arhitekturo, predmete, takšni, kot so bili, tehnično popolno, ampak kar kmalu sem pa začel ugotavljati, da je fotografija še nekaj več. Kako pa bi se recimo opisali? Tako recimo, nekdo vas ustavi na sredi ceste in vas vpraša, kdo pa je Branimir Ritonja. Kako bi vi rekel, kako bi se sami sebe opisali? To je pa zelo težko vprašanje zdaj. Ne rad govorim o samem sebi. Recimo 3 besede. Ja, dovolj je ena, človečnost. Človečnost. Ja. Vam res dosti pomenijo ljudje? Ne samo, da govorim o človečnosti. To je, da smo nekaj več kot tista biološka žival na vrhu prehranjevalne verige, ampak človečnost, to pa zajema tudi vse medsebojne odnose, spoštovanje drug do drugega, ne glede na barvo kože, karkoli si, ampak gre za človečnost, tisto, kar nas loči nekako od živali. Res je. To res dosti pomeni. To je res zanimiva predstava, tako bom rekel. Ja. Pa ste, recimo, vam je kdaj to pomagalo, ta lastnost v življenju, oziroma kako vam je koristilo to pri vašem delu? Vedno, če se držiš tega, da si najprej človek, da imaš v sebi to človečnost in da pričakuješ, da nihče ne bo naredil tebi kaj takšnega, kaj ti drugemu ne bi naredil, kaj ne želiš, da ti narediš, in da ostaneš na nekem medsebojnem spoštovanju do vseh ljudi, tudi do narave, se potem zrcali skozi celo svoje življenje, odnosa do narave, do drugih ljudi, do vsega, kaj je okrog nas. Tisto zlato pravilo, ne? Ja, recimo, da je to zlato pravilo. To je vaše načelo nekako? Ja, to je pač moj način razmišljanja, da lahko potem greš z dvignjeno glavo skozi življenje. Zdaj, omenili ste, da nekako neko spoštovanje, zagotovo pa je
bil v vašem življenju kdo, ki ste ga mogoče še bolj spoštovali, mogoče ste ga vzeli kot nek vzor, kot vzornika, vam je bil kdo, kakšen mentor, ki vam je pomagal, ali ste nekako kar sami prišli do vseh teh rezultatov oziroma do tega? Ja, mogoče je bilo izobraževanje tista nit, ki me je potem vodila, pa nekako usmerjala skozi življenje, kajti po osnovni šoli sem šel v takratno šolo za meniščnike kadete v Tacen, v Ljubljani, to policijska šola. In takrat sem imel tam kar nekaj profesorjev, ki pa so bili, niso bili iz uniforme, moram reči, niso bili policisti. Če pa so že bili, pa so bili res srčni ljudje. Zelo spoštljivi, veliko so mi dali ogromno znanja in ne le tega tehničnega, tega strokovnega, ampak tudi spoštovanja do ljudi. In če lahko se pohvalim, da nikoli nisem imel v svoji karieri, čeprav nisem delal kot policist, sem delal potem kot kriminalist oziroma forenzik, nikoli nisem imel problemov z ljudmi, nikoli nisem naravil uporabljati fizičnih, prisilnih sredstev, ampak vse se dalo na z kulturnim dialogom vse urediti. Res. Prečudovito. Ne vem, kaj sem brez besed ostal v bistvu. Mogoče glede same fotografije. Ste imeli kakšnega vzornika? Ste se po komu ravnali? Ali ste nekako svojo pot ravnali, ali kako bi rekel? Ja, to je bilo, po srednji šoli sem prišel v Maribor, tukaj sem nekaj časa delal in sem se takoj članil v Fotoklub Maribor. Tu sem srečal kar nekaj eminentnih fotografov, da saj naj omenim nekaj imena: Zmago Jeraj, Stojan Kerbler in predvsem Ivan Dvoršak. Ivan Dvoršak je bil potem nekaj let moj mentor. In njegovo mentorstvo je bilo zelo zanimivo. On ti ni govoril, kako naj narediš fotografijo, ampak ti je samo nakazal smeri in potem si se mogel ti sam znajti. Kako, na kak način to gre. In to je zelo, čeprav ni bil ne pedagog, ne nek izobražen akademik, karkoli, ampak bil zelo preprost človek, oblikovalec sicer, ampak je pa znal usmerjati na nek način, da si potem ti našel svojo pot, po kateri si potem začel ustvarjati. Vas je spodbujal torej k razmišljanju? Ja, predvsem je šlo to razmišljanje, ker tudi pri fotografiji gre za razmišljanje. Zdaj lahko ponovim en kup, ali pa navedem kup avtorjev, ki so na podoben način delovali. Najbolj znani je sigurno Henri Cartier-Bresson, ki je vedno govoril, da fotografija najprej nastane v glavi, idejo, potem imaš oči, s katerimi ta motiv vidiš, in šele na koncu je kamera, s katero vse to posnameš. Potem takem se tudi vi ravnate to pri svoji fotografiji, pri postopku same fotografije? Ja, jaz ko fotografiram, pravzaprav ne fotografiram, nisem fotograf, ki bi imel več čas fotoaparat zraven in potem ujel trenutek. Čeprav sem posnel kar nekaj fotografij, ki so bile tako narejene, ampak takrat je bilo večkrat slučajno, da sem imel fotografsko kamero zraven. Vedno imam najprej en idejo, potem si ustvarim neki koncept ali pa temo in potem poiščem motive ali pa se dogovorim, kot so portreti recimo, in šele kasneje na koncu, čisto na koncu je potem sama realizacija, da pritisneš na spožilec na fotoaparatu. Tako mali delček, ne, same poti oziroma celotne zgodbe. Ja, absolutno. Zdaj, če hočeš, lahko pa delaš to, da pač fotografiraš ali pa, ko praviš, klocaš, narediš nekaj tisoč posnetkov in potem izbereš tiste, ki so ti všeč. Pač, za mene je to preveč dela potem za računalnikom, tako da se raje držim tega. No, pa še to, še vedno fotografiram na klasiko, na film. In tam
na voljo 1000 posnetkov, pa neskončno, ampak jih imam samo 12, ko jih je na tem. Želim, da je vsaka fotografija, vsak posnetek, ki je narejen, da je tudi fotografija potem na koncu končni izdelek. Med drugim ste tudi prejetnik Glazarjeve nagrade, zlate plakete Zveze kulturnih društev Slovenija, pa tudi plakete Francoske fotografske zveze. In ena izmed takih zanimivih fotografij, ki ste jo v bistvu vi posneli, je bila tale, evo. Ja, to Kaj je nekako zgodba te fotografije, izvolite? Ne rabim. Ta fotografija je bila ena izmed tistih, ki sem jih posnel, sem bil fotoaparat slučajno zraven. Bil sem na poti preko Starega mostu in bila je to redki dogodek, kaj danes, da je sneg bil, in sem pogledal preko ograje proti Dravi in sem videl ta motiv. Ogromno belih labodov, ki so plavali po vodi, in potem zraven obrežje, ki je bilo zasneženo, in na tem obrežju so bile ptice, ki so bile črne. In seveda sem naredil ta posnetek, 2-3, in seveda ta fotografija je stara 15-20 let, ne vem. Vem, da je bila že digitalna, ne. No in takrat je ta fotografija, bilo to črno-belo, dobro, slabo. Ta kontrast. Ta kontrast seveda zelo likovno deluje, tako potem sem seveda dal to na pol, ne. Ja. Tako da je potem nastala tale fotografija, ki je bila nekje razstavljena večkrat, ampak nisem pa fotograf, ki bi pošiljal fotografije na natečaj, na tekmovanje, ne. To je za mano, to je bilo 30 let nazaj, ko smo še tekmovali z fotografijami. In pri tem ste bili zelo uspešni. Ja, tistem času sem bil kar uspešen, potem mi je Fotografska zveza Slovenija podelila ta najvišji naziv mojstra fotografije, še prej jugoslovanska, takrat je bil naziv kandidat mojster, ne, ampak nekako si mogel začeti. In še to, ne, tam do leta 90 recimo ni bilo fotografske šole, tako jih je zdaj kar nekaj, tudi ena vaša šola, nekaj takšnega, ki dobiš to formalno izobrazbo. Mi smo pa šli po Trnovi poti, samouk v fotoklubu, tam so bili precej znanja, ne, ampak tega likovnega znanja, ki je pri fotografiji zelo pomembno, pa ni bilo. In to naše šolanje je trajalo 15-20 let. Zdaj imate pa vi to srečo, da dobite ogromno znanja v teh 4, 5, 6 letih, ne vem pač koliko traja šola, pa šesta študij. Ste pa vseeno navezali kar dosti nekih poznanstev, ne, tam v samem fotoklubu, oziroma ko ste si izmenjevali informacije med sabo, ne? Ja, pa še vedno obstaja, Fotoklub Maribor še vedno obstaja, vsak torek od 5 do 6 se dobimo v klubu, tam se potem izmenjujejo mnenja, ideje, tudi kdo pa nese kakšne svoje fotografije, tudi v okviru delavnic, ki se odvijajo v Fotoklubu Maribor, je tudi potem selekcija, tako, kako pripraviti nekakšne projekte. Tako da ta klubska strenja še vedno deluje, ampak to ni več to, kaj je bilo tam leta konec 70-ih, začetkov 80-ih, ki je pa pravzaprav bila klubska fotografija edina, ki ti je dala izobrazbo. Nenazadnje vsi ti fotoreporterji, ki so delovali v tistem času, da omenim samo Dragišo Modrinjaka, Jože Gal, v Ljubljani Joco Žnideršič, ti veliki mojstri slovenske fotografije so šli kot izhajali iz fotoklubov, tako da so tam dobili to osnovno znanje. Pa bi rekli, da mogoče danes mladina mogoče daje premalo poudarka na to, oziroma da to primanjkuje nam? No, zdaj, ko jaz opažam, da se je v teh nekaj letih družba zelo spremenila. Je res. Vrednote so se spremenile. Da samo omenim, ko sem jaz prišel v Fotoklub Maribor, to je bilo leta 80, je bila moja prva naloga, da sem vozil samokolnico, ker smo urejali fotogalerijo Stolp. To je bilo vse volontersko narejeno, prostovoljno. To so ljudje
člani smo hodili tja v sobotah, četrtkih, med vikendi, eni so znali zidati, eni so znali variti. Te stopnice, ki so zdaj v fotogaleriji stolp, sta jih 2 člana zvarila doma, pa jih potem prinesla sem. Ampak to ni bilo plačilo, to ni bilo nekega plačila. Tudi recimo ni bilo gradbenega materiala. Je nekdo imel sorodnike, ki so živeli v meji in je takrat lahko prepeljal v mejnem pasu cement, recimo, pa smo hodili cement kupovati v Avstriji, pa smo ga potem vozili v Slovenijo, da smo lahko tu zazidali neke stene, pa te reči. Ker ta fotogalerija Stolp, ki je Fotoklub Maribor dobil leta 1979, ni bilo nadstropje, to so bile lesene nadstropja, stopnišča so bila take deske, recimo fosni, neke kurje steze so bile narejene, bilo zelo nevarno, tako da vse to smo člani Fotokluba Maribor takrat naredili. Dan danes ne morem zamisliti, da bi to naredil. Tudi zakonodaja nam je to preprečila, ker takrat nišče, to je bilo družbeno koristno delo, in to je bilo za dobro družbe. Dan danes moraš imeti vse dovoljenja, inšpekcije, gradbene inšpekcije, moraš imeti, ne vem, pri vseh teh procedurah, ki je pač tudi družba nekako regulirala, da je večja varnost na gradbiščih, pa to, ampak ne nazadnje tega brezplačnega, prostovoljnega dela je pa zelo, zelo malo. To ste bolj iznajdljivi starali biti včasih. Ja, seveda tudi, pa tudi to je bilo, da je takrat bila fotografija drugačna, Zdaj je ta elektronska beležba podobe, takrat je bilo pa to beleženo na fotografski film. In tudi v fotografskem filmu si potem mogel najprej razviti film, potem si naredil, šele kasneje si naredil fotografije, ampak ponavadi smo delali mičkene, pa kar kontaktne kopije, da si potem videl, katera fotografija je tista, da se splača potem povečati. Če gremo mogoče na naslednjo fotografijo, tale zanimiv portret. Vi ste znani tudi po svojih portretih najbolj nekako, tudi se s tem, vam to prinaša največ veselja? Ja, portret je pravzaprav najtežja fotografska tematika, recimo. No in jaz sem fotografiral večinoma mariborskih umetnikov, ki so bili priznani. No in leta 2012 je šla potem tudi knjiga teh portretov v založbi umetniškega kabineta Premzl, ki so bili portreti vseh dobitnikov Glazerjeve nagrade, listine in nagrade. No, konkretno tale Arnuša je pa nastala drugače. To deklico sem videl na neki otvoritvi in me pogledala podobno kot tak. Ko me zdaj pogledala. Potem sem jo govoril, sem jo vprašal, če bi prišla v atelje, da bi jo fotografiral. Tudi sem povedal, kako naj bo oblečena. In še to, ta fotografija v meni zelo dolgo časa zorela, ker ko sem jo prvič videl, nisem vedel, kdo je, pa je zginila, potem je ni bilo. Šele ko sem jih naslednjič, skoraj leto dni. No in potem, ko je ta fotografija v moji glavi dozorela, je prišla v atelje, sem povedal, kako se naj postavi, kako me naj pogleda. Naredil sem 14 posnetkov. 14. Kaj je ogromno za portret filmskega fotografa, recimo. Ampak ta je narejena digitalno, in potem je ta fotografija bila nekajkrat nagrajena. Med drugim bila tudi nagrajena na pariškem salonu lepih umetnosti, ki je bila razstava potem v Koroselo galerije ali pa muzeja Louvre. No in takrat sem bil tam bronasto nagrado za to fotografijo. Moram pač malo ozadje povedati, to ni fotografski salon, to je likovni salon. Tukaj se delujejo od slikarjev, kiparjev, grafikov in fotografov. Namreč ta prvi salon, ki je zdaj se imenuje Salon lepih umetnosti, je bil narejen salon zavrnjenih fotografov. Namreč 1864-67 leta so imeli v Parizu to likovno razstavo in so tako imenovane amaterje zavrnili.
Zavrnjenih fotografov. Tako da niso bili. Ne. Med temi zavrnjenimi so bili Modigliani, Cézanne, danes svetovna imena likovne umetnosti. In potem so naredili to razstavo, fotografsko razstavo v fotografskem muzeju fotografa Nadala. Nadal je pa en prvih fotografov, ki je začel portretno fotografijo delati drugače kot vsi ostali. No, on je znan tudi potem, da je naredil prvi posnetek iz balona. Mogoče zakaj mislite, da so bili kot zavrnjeni fotografi, ali ljudje takrat še niso bili pripravljeni za to? Ne, to niso bili fotografi, to so bili umetniki, to so bili slikarji. Namreč v tistem času so se začeli pojavljati impresionizem, oziroma impresionizem se začel ukvarjati. Nekako tudi je bila fotografija mogoče tudi spodbudila, to ne vem. Namreč do pojava fotografije je bila slikarstvo, so vsi šli slikarjev, pa so jih narisali. Potem pa pride fotografija, ki je naredila zelo popolno podobo. Res so bili postopki, so bili malo dolgotrajni, ampak vendarle. No in v tistem času se je pojavilo kar nekaj slikarjev, ki so začeli razmišljati nekoliko drugače, so začeli slikati iz duše. Zato ta impresionizem so začeli te vesele barve dodajati. In seveda ta uradna slikarska, akademska strenja, se mi ta umetnost dela malo nenavadna, malo nepriznana. In seveda so te impresioniste, pa te sodobnike nekako zavrnili, zaradi tega, da to niso bili poklicni slikarji. Šele kasneje so začeli to delati. No, že čez nekaj let so pa potem seveda priznali to tudi, ne, in kasneje sta se ta oba salona združila, ki se danes imenuje, prevedeno v slovenščino, Salon lepih umetnosti. Čisto popoln preobrat. Ja, popoln preobrat. Seveda enostavno so videli, da ljudje imajo raje te vesele barve, neke zatežene, težke barve, ampak ljudje nazadnje smo nagnjeni temu, da imamo raje prijazne ljudi, prijazne teme, kot pa te težke, zatežene teme. Res je, res je. Pa mogoče pri tej fotografiji, ko ste prvič začeli razmišljati o njej, ko ste prvič zagledali to deklico, ste si nekako v mislih zamislili, da bo na filmu to bilo narejeno, ali digitalno, ste to že kaj vnaprej razmišljali? Ne razmišljamo o tem, kakšno tehniko bomo uporabo. No, tukaj sem se odločil za barvno tehniko, čeprav sem to fotografijo potem kar postprodukciji, da sem odvzel več kot 60% barve, ker sem zdelo, da je malo tona le naj ima. Tudi potem način je fotografirana tako, da ni črno ozadje, ampak je sivo, ampak da mora ona izstopati iz ozadja, da se ne zlije z črnim ozadjem. To je dostikrat problem sodobnih fotografov, da se podoba, da se ne vidi ozadje, da se ne loči ozadja z modelom. Ampak tukaj sem potem imel od vsega začetka to. Pa v tistem času sem tudi delal te fotografije raznoraznih znanih osebnosti, predvsem umetnikov, ki portrete umetnikov. No, moram povedati, da ona tudi je umetnica, študira, mislim, da v Düsseldorfu čelo, tako da dobra glasbenica. Ok, mogoče lahko še kdaj ponovite kakšno verzijo novejšo, mogoče naredite. Ja, mogoče, ja. Če se srečamo, gremo vedno na kavo. Je pa vprašanje, da tisti pogled sem ga uporabil in ne vem, če bi mi uspelo zopet izvabiti ta začuden pogled, malo prestrašen, ki ga takrat mi ga uspelo dobiti. Pa recimo danes, zdaj imate že kar dosti let izkušenj, kot sem že omenil. Kaj pa recimo vas pri fotografiji fascinira danes, v današnjem času? Se je kaj spremenilo? Ne, zdaj fotografija je šla v kar precej smeri, tudi ta družba je tole razdelila, ne. In fotografija seveda je to danes najbolj dostopen medij. Predvsem za to elektronsko fotografijo se izogibam
izrazu digitalni, ne? Mhm. Ampak elektronski fotografiji, ki je beleženje postalo zelo, zelo razširjeno. Vsak telefon že ima kar solidno fotografsko kamero, tudi video lahko posname z temi aparati. Nekako posplošilo se je to vse skupaj. Ja, in je seveda to množičnost tega medija postala ogromno. Točno. Res je, da se večina fotografij niti nikoli ne pogleda. Točno. Če že se objavi samo na kakih družbenih omrežjih, zelo redko pa te fotografije sploh kdo natisne, da ima v fizični obliki. Za mene fotografija je to, ko imaš na papirju, ne v elektronski obliki. To, kar Res je je. natisnjeno. Šele takrat fotografija postane fotografija. Na tej tablici, ko vzameš elektriko, fotografija zgine in ni. Ne? Kaj če je zdaj s tem? Nima tiste duše oziroma ne pride do takega izraza. Ne? Popolnoma nič. Tako da tudi vedno svetujem prijateljem, družini, ki imajo svoje otroke pa fotografirajo, za božjo voljo, daj si natisni te fotografije. Zdaj imaš možnosti v vsaki trgovini, Millerju, Hofer, ne vem, ki imaš avtomat prije s telefonom, in tam potem si lahko natisneš. Ta kreativna fotografija pa seveda ostaja samo natisnjena. Čeprav se je zdaj tudi to spremenilo, da so ti fotografski natečaji, so samo elektronska fotografija, samo na spletu se objavi in potem dobiš z kakšne razstave samo povezavo, kjer si lahko to ogledaš. Okay, je tudi to vredno, ampak za mene je fotografija šele, ko jo imam na papirju, ko imam v roki, ki imam fizično stvar v rokah. Torej bi rekel, da je to tudi nek nasvet, nek dober nasvet za nas, mlajše fotografe. Absolutno, absolutno. Glede, danes imate te možnosti, tudi te fotografske knjige, recimo, ki se dajo zelo, zelo malo denarja, se da narediti. Vi kot oblikovalci na tej šoli imate znanje iz oblikovanja, grafike, vsega skupaj. In te projekte fotografske, ki so, če pustite samo v fotoaparatu kjerkoli, če pa narediš knjigo, pa si potem knjigo daš na svojo polico in verjemite mi, čez 10-15 let boste vsi hvaležni, da imate doma knjigo, ne nazadnje, makar je samo svoje družine pa otrok. Zdaj na koncu pa imamo še eno tako tradicijo, ki smo jo vpeljali torej, v prejšnji epizodi oziroma v prejšnjem pogovorni oddaji, ki smo jo imeli, je vam gost v bistvu postavil eno vprašanje. Glasi se pa tako: ali bi na svoji fotografski poti kaj spremenili? Verjetno ja, da bi šel prej v izobraževanje, institucionirano izobraževanje. Kajti eni moji kolegi so to naredili, so šli študirati fotografijo v Prago, eni v drugam, ampak takrat je bilo to vezano precej finančno, ki si moji starši niso mogli tega privoščiti, da me poslali tja na šolanje. Štipendije so bile zelo redke, tako da zdaj, ko imate pa to možnost, čim več preštudirajte in en nasvet. Pojdite v galerije in si v galerijah pogledajte razstave, ne le fotografske, ampak tudi na splošno, kajti fotografija je le ena od tehnik likovne umetnosti. Kakšno pa je potem vprašanje, ki bi ga vi postavili naslednjemu gostu? Da so me pa našli. Je podobno. Če bi na kak način bi želel skozi umetnost spremeniti svet. To je kar veliko vprašanje, mislim, da. Ja. Hvala vam za tako res za dobro vprašanje. Mislim, da bo naslednji gost bil kar porabil kakšno minuto razmisleka, da bo na to podal odgovor. Hvala vam še enkrat, Branimir, zaradi tega, ker ste se odzvali na naše povabilo, sploh, da ste prišli sem v naš studio. Z veseljem. Imela sva prečudovit pogovor, mislim, da bi lahko še kar naprej govorila in govorila, lahko mislim, da bi ure in ure tukaj preživela.
Res, hvala vam še enkrat. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam, zaradi tega, ker ste bili danes z nami. Hvala zaradi tega, ker ste nas gledali. Lahko pa nas pogledate tudi na socialnih omrežjih in se vidimo naslednjič.